V 7. krogu druge lige sta se v Zavrču pomerila soseda Zavrč in Drava, nekdanja prvoligaša. Zavrč je lani izpadel iz prvoligaške konkurence, Drava se je po lanski tretjeligaški sezoni prebila v drugoligaško. Takole prva priložnost za domače, ki so imeli pobudo na začetku po kratki podaji Panikvar in obramba vratarja ter prvi oziroma edini kot za domačo ekipo v prvem polčasu, po katerim je Zorko poskusil, vendar pa Trajkovski še enkrat na pravem mestu. Tudi v 13. minuti priložnost za domačo ekipo v beli športni opremi, takole je Zorko preigraval, Trajkovski se je tokrat izkazal z obrambo in žogo uspešno izbil. V 17. minuti je prvič zapretila Drava s prostega strela, Rešek je sprožil, Kovačič pa se je izkazal z uspešno obrambo. No, potem pa 21. minuta in domači vratar Kovačič, ki je takole žogo poslal na sredini igrišča, jo je Panikvar podaljšal, Monjac pa takole prek gostujočega vratarja v mrežo, njegov drugi letošnji zadetek za 1-0 nogometaš iz Rijeke. Ja, zares šahmat v dveh potezah domače ekipe in pomembna naložba v nadaljevanje obračuna, ko so domači, seveda glede na to, da so tekmo začeli na zadnjem mestu prvenstvene lestvice, želeli priti do pomembne zmage v boju za obstanek. Še en poskus domačih neposredno na vrata, Monjac je bil tu nevaren, ta nogometaš pa je takole še enkrat preigraval oziroma prišel do dobre priložnosti, vendar pa ni bil dovolj natančen oziroma v vratarja, ki se je tudi tokrat dobro postavil. V 34. minuti pa ponovno na potezi tudi ptujska Drava, ki je bila več časa v prvoligaški konkurenci kot Zavrč, Rešek pa je tule zadev stativo in le nekaj centimetrov je goste ločilo od izenačenja v prvem polčasu. Prvi polčas se je torej končal z 1-0 za domače, toda hitro so Ptujčani takole dosegli zadetek za izenačenje. Iz kota Rujović, Hrvat Tora je sprožil, pred vrati pa je Idričan Frelih žogo premaknil za malenkost, tako da je pretentala vratarja Kovačiča in končala v mreži za 1-1. Prvi zadetek Freliha na njegovi tretji tekmi. Ampak hitro, 2 minuti pozneje so se domači vrnili v igro. Monjac je takole preigraval, uspešno podal v sredino, kjer je Marciuš zadev za 2-1. Še en hrvaški nogometaš v dresu Zavrča in spet veselje na domačih tribunah. Marciuš je dosegel drugi zadetek na 6. tekmi. Lahko pa rečemo, da je Monjac tule naredil tako rekoč vse. Marciuš zgolj zadev v polno in mimo vratarja Trajkovskega v mrežo. V 63. minuti prosti strel Čeha, Tora z glavo od blizu, slikovita parada Kovačiča, ki je žogo izbil enega od mnogih kotov za Dravo, kar 12 so jih izvedli skupno na tokratnem obračunu. Tule še ena od akcij, ko je Rešek iz ugodne pozicije meril mimo gola, potem pa ponovno na potezi Zavrč. Monjac je preigraval na desni strani in tudi poskusil z močnim udarcem, vendar pa se je tule vratar Trajkovski še enkrat izkazal z obrambo. In potem ponovno akcija Zavrča, ko je Marciuš krenil v kontro, sam se je znašel pred vratarjem, to da ta ga je pretental in tule domači niso uspeli preigrati izdatnejše prednosti, s katero bi morda že zaprli tekmo. To da na drugi strani tudi nove priložnosti ptujske Drave. Čeh je podajal, Rešek pa je z desne sprožil preko gola v 83. minuti, pa potem zadetek za 2-2 po kotu in po gneči povratna žoga. Furjan pa je skozi gnečo žogi našel pot v domačo mrežo za 2-2 in Kovačič je bil nemočen, ko je žoga letela skozi množico žog proti njegovi mreži. V 83. minuti so torej Ptujčani prišli do izenačenja, takrat domača ekipa že z igralcem manj, kajti Kranjc je nekaj minut pred tem dobil drugi rumeni karton in moral z igrišča. Takole pa bi lahko ptujska Drava odnesla iz Zavrča vse 3 točke, ampak Tora, ki je takole preigraval, ni uspel zadeti, stresel je prečnik in namesto vseh 3 točk delitev točk, torej Zavrč Drava, delitev točk med sosedoma 2-2.